Otroci in mladostniki so se pred epidemijo na tom telefonu obračali pretežno s temami, ki so zanje razvojno značilne in se čez leta niso v bistvu spreminjale. To so vrstniki, ljubezen, telesni razvoj, spolnost. V obdobju epidemije, torej leta 2020-2021, pa so v ospredje močno prišle stiske oziroma močno narasle stiske povezane s težavami v družini in težavami v duševnem zdravju. Predvsem depresija, veliko samopoškodovanja, anksioznost, samomorilno razmišljanje. Trend največje rasti, ki ga opažamo med vsebinami na tom telefonu, je v bistvu ravno ta porast samomorilne tematike. Ali je že uporabnik samo razmišljal o temu, ali je že načrtuje, ali je že poskušal. Namreč v letu 2015 do 2019 je vsak 60. kontakt na tom telefonu zabeležil samomorilno tematiko, sedaj v letih 2020-2021 pa je v bistvu že vsak 13. kontakt vezan na samomorilno tematiko. V tem zadnjem tromesečju letošnjega leta pa opažamo, da v bistvu te stiske, težave v družini in težave v duševnem zdravju vztrajajo. Mogoče so glede na delež v primerjavi z lanskim letom nekoliko padle, medtem ko te mogoče ostale teme, vrstniki, ljubezen, zaljubljenost, pa začenjajo pridobivati vrednost podobno pred epidemijskim vrednostim. Največ težav imamo na področju nasilja. Zdaj so stvari zelo, se pokazale, sploh po tem obdobju, ko smo sneli maske, sicer pa tudi že prej, tudi te mehurčki, te ukrepi, ko smo mogli biti stalno skupaj, manj je bilo tega prehajanja, manj je bilo druženja med seboj, to je v bistvu kar sprožale napetosti med seboj. Drugače pa zaznavamo tudi stiske na socialnem področju. Nekateri se težje spopadajo s tem, kako rešiti probleme, konflikte, ki nastajajo med njimi. Potem so tudi stiske zaradi, ocen, kako bom zmogel, ko so se maske dol dale, nekaterim je bilo to hudo, v bistvu težko, čeprav smo se težko navadili na njih, ampak nekaterim je bilo zdaj tudi težko jih straniti. In pojavlja se kar več teh težav s prehrano, nekateri imajo te, ali pa več je umivanja rok, pri nekaterih opažamo, tako da take stiske v glavnem zapažamo. Je pa problem, ker jih težko rešujemo drugje, ker v šoli vsega ne zmoremo, zunanje institucije so pa toliko obremenjene, da potem nekako ostanejo nekako v zraku, oziroma ne pride pomoč toliko hitro, kot bi jo potrebovali. Pri dečkih se morda pojavlja več fizičnega nasilja, pri dekletih bolj to psihično prikrito. Je pa zelo veliko stvari tudi prikritih, ker so se prenesle na splet, ker niso več vse te stvari, ki so tukaj zdaj, ki jih mi vidimo, ampak je več na spletu. Teh težav s šolo, z uspešnostjo, a bom zmogel ali ne bom zmogel, se pa več pojavlja pri tistih otrokih, ki želijo imeti vse pod nadzorom, ki želijo biti zelo uspešni in so se pojavljale zdaj v večji meri te stiske. Že v obdobju, ko so se šolali na domu, potem z vrnitvijo v šolo pa še več. Čustvene težave otrok in mladostnikov so se stopnjevale že pred epidemijo covida. Zdaj v tem času in vsemi spremembami, ki jih je epidemija prinesla, je teh težav več. Ta trenutek je velika omejitev dostopnosti do strokovnih obravnav, do strokovnih služb. V zdravstvenih službah delamo kar lahko. Vzpostavljajo se novi centri za duševno zdravje, vendar ta trenutek menim, da glavnino podpore potrebujejo starši in učitelji. Učitelji, ki so polno obremenjeni z vsemi spremembami, skozi katere so šli v zadnjih letih, potrebujejo podpore, znanja, kako bodo podprli te povečane potrebe otrok. Ne glede na vrsto duševnih težav, vemo, da otroci, ki so šolsko manj uspešni, kot bi bili sicer brez njih,
ali pa otroci, ki sploh niso šolsko uspešni, imajo dolgoročno slabšo prognozo. In ta slabša prognoza lahko pomeni spremenjen izid tekom celotnega življenja. Zato je ta trenutek ključno, da šole, kjer so prisotni vsi otroci, dobijo dodatno pomoč in učitelji dodatna znanja in podporo, da bodo lahko kos povečanim izzivom. Stvari, ki jih šole potrebujejo ta trenutek, so več znanja o prepoznavi težav, da tudi učitelji sami lahko prepoznajo, ločijo, katere težave nujno potrebujejo opozorilo staršev. Potrebujejo konkretne programe usposabljanja in želimo si, da bi bili sistemsko uvedeni, ker so to dolgoročne naložbe v naše otroke. Enega takih programov smo v Sloveniji že začeli, žal nima še neke sistemske podpore v uvajanju. Mislim, da je pomembno, da bi v slovenski prostor pripeljali učinkovite in da bi razširili programe za naslavljanje vrstniškega nasilja, kako ga omejevati. Potrebujejo pa učitelji in starši tudi več znanj na področju varne uporabe spleta pri otrocih. Pri raziskovanju duševnega zdravja otrok in mladostnikov se je potrebno zavedati, da obstajajo številne omejitve, ki nam omejujejo neko zmožnost napovedi, natančne ocene, kakšen je obseg teh stisk. Ena stvar je ta, da je to populacija, ki jo težko z raziskavami dosegamo, kar pomeni, da velik delež podatkov, ki jih dobimo, pridobimo posredno, torej od staršev, vzgojiteljev, učiteljev, drugih strokovnjakov, ki delajo s to populacijo. Imamo večino raziskav, ki se izvajajo presečno, torej izvedemo raziskavo enkrat in pridobimo neke ocene. Pri tem je zelo pomembno, kdaj je raziskava izvedena. Če je izvedena v času, ko se zaostrujejo ukrepi za zamejitev širjenja epidemije, bodo rezultati po izkušnjah zelo drugačni kot rezultati, ki jih dobimo, ko raziskavo izvedemo v času, ko se ukrepi sproščajo. In na podlagi tega lahko potem v bistvu iz različnih virov, iz različnih kakovosti podatkov naredimo neko sumarno oceno, ki pa nam v času epidemije, tako v Sloveniji kot v tujini, kaže, da so stiske povečane. Otroci in mladostniki so populacija, ki je bila v času epidemije najbolj prizadeta. Pomembno je izpostaviti, da so bili prizadeti različno. Nek tak ključ, ki nam pomaga pri napovedi prizadetosti dokaj učinkovito, je socioekonomski status družine, recimo, pri čemer ugotavljamo, da tisti, ki so bolj deprivilegirani, doživljajo več stisk. Mogoče bi dodal, da vendarle po prvotnih ocenah, po prvotnih raziskavah, ki so bile narejene predvsem v začetku epidemije, ko se je nakazovalo zelo veliko poslabšanje duševnega zdravja pri otrocih in mladostnikih, sedaj raziskave, ki imajo nekoliko bolj robustno zasnovo, nakazujejo, da je obseg težav večji, ampak ne v tolikšni meri, kot je izgledalo od začetka. Torej, tukaj se pripisuje tudi velik pomen različnim varovalnim dejavnikom, tako na osebni ravni, kot je recimo psihološka odpornost, kakor tudi na ožji družbeni ravni, družina, skupnost, lokalna skupnost, odvisno od okolja, v katerem je bila raziskava izvedena.